Najprej najlepša hvala za to predstavitev in uvod. Veseli me, da lahko tudi o tej temi, ki mogoče ponuja kar nekaj dilem ta trenutek, odkrito spregovorimo. Seveda, kot rečeno, hiperlipidemija oziroma hiperholesterolemija v različnih oblikah je nekaj zelo pogostega. Praktično zdaj več kot polovica oziroma po mnogih študijah več kot 2/3 populacije ima povišane vrednosti holesterola v različnih kombinacijah. Kot smo slišali, med njimi so to tisti najbolj ogroženi s familiarnimi oblikami dislipidemije, ki so relativno redkejši, imamo pa veliko bolnikov z poligenskimi oblikami, ki prav tako zahtevajo našo pozornost. Doktor Jana Govc-Eržen je že predstavila celoten postopek, kako naš delovni proces poteka. Zdaj, seveda, večinoma prepoznamo povišane lipide ob preventivnem pregledu, ob nekih rutinskih laboratorijskih kontrolah. Seveda, to se v naših ambulantah načeloma začne pred 30. letom, seveda se pa določene bolnike prepozna tudi na druge načine. Recimo, specialisti medicine dela določajo večinoma lipide, dostikrat pa se zgodi, da določajo samo celokupni holesterol in vrednost trigliceridov, ampak te paciente nekako usmerijo k osebnemu zdravniku, mi potem pač ponovimo vrednosti in opravimo profilne vrednosti. Kot že rečeno, tudi ta pot preko staršev otrok s povišanimi lipidi in sumom na familiarno dislipidemijo je ena, ki nekako nam nakaže na tiste družine, kjer so povišani lipidi problem. Seveda, povišane lipide včasih ugotovimo žal šele takrat, ko odkrijemo nek drug pomemben dejavnik tveganja oziroma bolezen, ko gre za bolnika s sladkorno boleznijo ali pa arterijsko hipertenzijo, kajti v protokolu teh zelo pogostih stanj, ki jih obravnavamo, je tudi določanje lipidnega profila. Seveda, najslabše pa je, da povišane lipide nekako registriramo oziroma se jih zavemo šele takrat, ko ima bolnik že eno od oblik aterosklerotične bolezni. Zdaj, seveda, ko gre za družinsko pogojene motnje, je v naših ambulantah družinska anamneza izjemnega pomena. Zdaj, tukaj se seveda sprašujemo po srčno-žilni bolezni za moške pred 55 oziroma za ženske pred 60 letom oziroma z pač zelo visokimi vrednostmi holesterola. Zdaj, poleg tega smo pozorni na klinične znake pri sorodnikih, ksantome in pa arkus cornealis in pa seveda na otroke. Zdaj, osebna anamneza prav tako pomembna in pa seveda zelo visoke vrednosti holesterola, ko gre za LDL holesterol, nas prav tako usmeri na pozornost na morebitno družinsko pogojeno motnjo v povišanih lipidih. Zdaj, pri sami oceni in kriteriju za diagnozo družinsko pogojene hiperholesterolemije se mi poslužujemo recimo tega nizozemskega diagnostičnega kriterija. Če imamo tukaj zbranih 8 ali več točk, nekako obravnavamo pacienta, kot da gre za družinsko pogojeno motnjo, kar tudi pomeni, da če bolnik nima drugih dejavnikov, takoj sodi v skupino zelo velikega srčno-žilnega tveganja. Tole samo mogoče za orientacijo in tkivni ksantomi in pa arkus cornealis, tako da bo bolj jasno. Zdaj, smernice nekako zelo dobro ponazorijo, kako naj in s kakšnimi cilji se soočamo. Seveda, bolj je človek ogrožen, nižjo vrednost LDL holesterola želimo doseči. Seveda, načeloma nižje je bolje, je pa to včasih težje doseči, kot seveda si to kot zapisati. Tako da, seveda tudi pri najbolj ogroženih v osnovi, v prvem koraku želimo vsaj razpoloviti vrednosti LDL holesterola, če so te zelo visoke. Zdaj, potem pa se mogoče lotimo stvari, ki je mogoče malo bolj problematična v zadnjem trenutku. Zdaj, v Sloveniji še vedno za izračun srčno-žilnega tveganja pri osebah brez srčno-žilne bolezni in pa v naših referenčnih ambulantah uporabljamo Framinghamske tabele.
ki temeljijo na parametrih, kot so vrednost celokupnega holesterola, krvnemu tlaku, kadilskemu statusu in pa starosti. Zdaj, tukaj se zavedamo, da medicinske sestre so ta način določanja celokupnega srčno-žilnega tveganja dodobra usvojile. V rutinski klinični praksi se nam pa dogaja, da dostikrat pri oceni dejanske ogroženosti zgrešijo. Te tabele namreč ne upoštevajo številnih drugih dejavnikov, ki vplivajo, recimo zgodnje srčno-žilne bolezni in pa debelosti, telesne neaktivnosti, potem recimo obstruktivne apne v spanju, prisotnosti recimo spremljajočih bolezni iz skupine revmatoloških bolezni. In velikokrat imamo občutek, da naše medicinske sestre oceno ogroženosti podcenijo. Predvsem je tukaj kritična skupina, ki jo nekako ocenjujemo za zmerno ogrožene in pri teh potem ne pristopamo tako aktivno kot pri bolj ogroženi skupini. Zdaj, tole je samo zemljevid, na katerem vidite, da je Slovenija relativno ugodno pozicionirana, kar se tiče srčno-žilne umrljivosti, spada v skupino relativno majhnega oziroma zmernega srčno-žilnega tveganja. Skorove tabele se v Sloveniji nekako do sedaj niso uveljavile, čeprav gre za podoben koncept, še vedno temeljijo na določanju celokupnega holesterola. Začetek določanja tveganja se začne pri 40 letih. Zdaj, v letošnjem letu pa so bile objavljene že najnovejše, skoraj 2 tabele, kjer pa že upošteva tukaj vrednost non-HDL holesterola, ki se nekako približa vrednostim LDL holesterola. Slovenija tukaj sodi med države z relativno zmernim tveganjem za srčno-žilne dogodke. Tole je še podobna tabela, ki nekako govori za starejšo populacijo, seveda z staranjem srčno-žilno tveganje narašča in praktično tudi v tem našem kvadrantu večina starejših predstavlja skupino z velikim srčno-žilnim tveganjem. Zdaj, tukaj algoritem odločanja je pa nekako v neskladju oziroma je nekoliko drugačen, kot smo mi do sedaj obravnavali naše paciente. Zdaj, nekako pravilo je bilo, da pri pacientih z srčno-žilnim tveganjem do 20% ocenjenih s Framingemskimi tabelami, bolnikom svetujemo predvsem nefarmakološki pristop in te paciente nekako sledijo naše diplomirane medicinske sestre, čim pa je tveganje ocenjeno z več kot 20%, potem jih tudi napotijo v ambulanto družinskega zdravnika, ki se potem odloči glede nadaljnjih postopkov ukrepanja. Zdaj, tukaj pa vidimo, da že pri bolnikih, oziroma pri osebah, ki imajo relativno nizko celokupno tveganje, ampak imajo visoke vrednosti holesterola, nekako zdravila predstavljajo imperativ. Tako da tukaj smo bili verjetno vsaj do sedaj bistveno manj agresivni v zdravljenju in smo se res nekako lotevali zdravljenja z zdravili šele v tej skupini bolnikov, ki predstavljajo visoko ali pa zelo visoko ogroženo skupino oziroma v sekundarni preventivi. Zdaj, kako smo pristopali? Seveda nefarmakološki ukrepi seveda pomembni, ne samo prehrana, ampak celostna sprememba življenjskega sloga z zmanjšanjem telesne mase, omejitvijo alkohola, povečanjem telesne aktivnosti. Seveda kot temeljni cilj zdravljenja je doseganje ciljnih LDL vrednosti. Seveda kot prvi izbor pri večini bolnikov so bili statini, danes se vedno pogosteje poslužujemo kombinacijskega zdravljenja z ezetimibo in pa seveda tisti najbolj ogroženi bolniki nekako so napoteni na lipidni konzilij zaradi dodatka PCSK9. Zdaj, kar se tiče povišanih vrednosti trigliceridov, pri visoko ogroženih bolnikih seveda dodajamo še tretje oziroma četrto zdravilo za zniževanje lipidov, fibrate. Zdaj, kaj lahko pričakujemo od našega zdravljenja? Zdaj, nekako z najbolj intenzivnim zdravljenjem statini lahko pričakujemo, da LDL recimo razpolovimo. Zdaj, za dodatkom ezetimiba se tukaj ta odstotek poveča na 65%.
Res za najbolj ogrožene skupine bolnikov z dodatkom PCSK9 pa lahko tukaj dosegamo do 85% izboljšanje oziroma znižanje vrednosti LDL holesterola. Ja, seveda spremljanje po algoritmu, ki ga priporočajo smernice, zdaj načeloma nekako že sama pakiranja zdravil so narejena tako, da nam omogoča nekako 3-mesečno zdravljenje oziroma preden tega večjega pakiranja zdravila zmanjka, bolnika napotimo v laboratorij ob vsaki uvedbi zdravila oziroma ob spremembi kontroliramo tudi vrednosti ALT-ja. In zadevo ponavljamo, dokler ne dosežemo ciljev. Zdaj, če pa bolnik ni ustrezno, če je bolnik ustrezno nadzorovan, načeloma, če ni drugače, zadoščajo letne kontrole lipidnega profila in spremljanje ALT-ja, če v tem času ni prišlo do nekih sprememb v sami terapiji, niso nujno potrebne. Zdaj, seveda, žal vseh bolnikov ne moremo ustrezno nadzirati v našem okolju. Te bolniki, ki so najbolj ogroženi tako v sekundarni, pa tudi tisti v primarni preventivi in ki že prejemajo kombinacijsko zdravljenje v maksimalnih odmerkih statina z ezetimibo in pa kjer statin ni dosežen, in pa pri bolnikih, kjer zaradi različnih razlogov statinov ne prenašajo, je pa zdravljenje povišanih lipidov izjemnega pomena, te bolnike napotujemo. Seveda, en zelo pomemben predpogoj za napotitev pa je bolnikovo sodelovanje. Zdaj, to je eden večjih problemov, s katerim se soočamo, ko gre za zdravljenje povišanih lipidov. Mnogi bolniki nekako zdravil za zvišan holesterol ne sprejemajo, z njimi odlašajo, žal so tudi med njimi zdravniki, ki mogoče premalo agresivno in premalo prepričljivo nekako bolnika poskušajo prepričati oziroma opolnomočiti, da je tudi zdravljenje povišanih lipidov, ne samo zdravljenje povišanega krvnega tlaka, izjemnega pomena. Tole je mogoče vsem dobro znan obrazec, ki ga nekako uporabljamo za komunikacijo med zdravnikom družinske medicine in pa lipidnim konzilijem. Zdaj tukaj samo, da opozorimo na podatke o srčno-žilnih boleznih, o podatkih o morebitnih kardiovaskularnih dogodkih, družinske obremenjenosti, dosedanjem zdravljenju za bolnike, ki ne prenašajo terapije, seveda s katerimi zdravili smo že zdravljenje poskusili, in pa seveda ob koncu zelo pomemben podatek sodelovanje v zdravljenju, ki je dostikrat razlog, da zdaj ciljnih vrednosti ne uspemo doseči. Mogoče, kaj so tiste ključne stvari, na katere bi opozorila in o katerih bi se bilo dobro pogovoriti. Zdaj, predvsem to vprašanje ocenjevanja srčno-žilnega tveganja, ali nadaljujemo s Framingemskimi tabelami, ali nekako osvojimo nov pristop, gremo iz tega relativno koncepta v nek nov sistem. Predvsem je pa problem tukaj osvojiti ta način in na pravi način usposobiti vse, ki sodelujo v tem procesu, določanja srčno-žilnega tveganja, da bomo delali enotno. Tukaj imamo še kar precej težav. Potem je dostikrat na strani zdravnikov problem, da se težko odločimo, da bolniku nekako uvedemo hipolipemik. Pogosto se zgodi, da opravimo številne kontrole in svetujemo spremembo življenjskega sloga, ki ima relativno malo vpliva, predvsem pa bolniki težko spremenijo življenjski slog in da nekim kontrolam ne sledi ukrepanje. Seveda visoke vrednosti LDL-a, bolnik ne želi jemati zdravil, tukaj včasih si pomagamo z dodatno diagnostiko. In pa seveda še vedno se verjetno zgodi, da smo pri napotovanju na lipidni konzilij preveč zadržani, da preveč bolnikov ostane z previsokimi vrednostmi holesterola, ko bi jih lahko z nekim skupnim sodelovanjem ustrezno uredili. Hvala lepa za vašo pozornost.